Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru gostimo Lijo Krvina, mlado slovensko karateistko, članico karate kluba Kolektor Idrija. Lija, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Nedolgo nazaj si na tekmi svetovnega mladinskega pokala v mehiškem Monterreju zmagala. Čestitke za ta uspeh, si ga pričakovala? Hvala najprej. Ne bi rekla, da sem ga pričakovala, ampak sem pa vedela, da sem tega sposobna, ker sva s trenerjem opravila res veliko treningov in sva se v bistvu celo poletje pripravljala na to tekmo, tako da sem bila v bistvu samozavestna pri nastopu. In to kljub temu, da je bil to zate prvi nastop v mladinski konkurenci? Ja, tako. Nastopila sem sem se pomerila s puncami, ki so v bistvu starejše in bolj izkušene, na kar sem še posebej ponosna, da sem osvojila v bistvu zlato medaljo. Kako je pa potekal sam turnir, same borbe? Imela sem 4 borbe. 3 borbe sem mogla zmagati do finala. V bistvu sem prvo tekmo imela domačinko, potem pa sem se pomerila proti Hrvatici, ki je druga na VKF lestvici in je bila tudi moja najtežja v bistvu borba na tej tekmi. In za v finale sem se pomerila z nekdanjo prvakinjo Amerike in jo premagala z rezultatom 7-5 in tako vstopila v finale, kjer sem pa premagala Avstrijko z rezultatom 4-0. Prav te točke osvojene in izgubljene so bile kar predvsej v tvoj prid. Ja, v bistvu se mi 3 nasprotnice sploh niso uspele dati točke. Tista borba za v finale je bila pa kar napeta. To sicer ni bil tvoj edini letošnji uspeh. Že na Evropskem prvenstvu na Poljskem si osvojila 3. mesto. Je bil že to pokazatelj dobre priprave, dobrega dela za letošnjo sezono? Ja, z mojim trenerjem Erinom Čoraličem sva od lanske zime v bistvu trenirala tudi individualno. In moram reči, da so mi ti individualni treningi pri mojih uspehih zelo pomoč. In v bistvu od Evropskega prvenstva se mi je, kako bi rekla, v bistvu odprlo in sem od takrat začela v bistvu s temi rezultati, ker sem postala tudi samozavestna in vidim, da sem sposobna in konkurenčna ostalim puncam. Omenila si Erina, tvojega trenerja. Tudi Erin ima polna usta samo lepih besed zate, da si marljiva, delovna. Dobro sodelujeta? Ja, res dobro sodelujeva in takrat sem že rekla. Individualni treningi so mi res v pomoč in sva zelo dobra ekipa. No. Sicer pa že od samega začetka svoje karate kariere nastopaš za karate klub Kolektor Idrija. Kje je bila sploh ta, želja se začeti ukvarjati s karatejem? Jaz sem, ko sem bila stara 6 v 1. razredu, sem v bistvu imela neko željo trenirati nek šport in sem iskala nek individualni šport, zaradi tega, ker se mi zdi, da sem za zmage, predvsem pa za poraze, rada odgovorna sama. In sem tako videla letak, da karate opisuje nove člane in sem tako začela v bistvu trenirati karate. In moram reči, da od začetka mi ni bil ravno všeč, ampak zdaj si pa ne predstavljam življenja brez tega športa. Prihajaš iz žiri, kar pomeni, treningi so bili v Idriji. Je bilo tudi nekaj odrekanja staršev za vse te treninge? Ja, seveda, iz strani staršev je ogromno odrekanja in mi res nudijo zelo veliko podporo in sem res hvaležna tudi mojim staršem. Kaj te najbolj pritegne pri samem karateju? Zdaj vemo, so to borbe. Kaj je tisto, kar te najbolj vleče, da še naprej treniraš? Poznamo 2 disciplini, kate in borbe. Jaz res uživam v borbah. Pritegne me, da nikoli ne veš v bistvu, kdo bo zmagal. Res so take zanimive, no. In res uživam v tem, da ni mogoče toliko kontakta, ne more biti kontroliran udarec, ampak je vseeno zanimivo, ker ne veš v bistvu, kak ti bo nasprotnik v bistvu vrnil, se bo sam izmaknil ali bo vrnil z napadom, tako da mi je v bistvu to zanimivo. Prej kdaj tudi do kakšnega premočnega udarca? Ja, seveda, potem pa ti dajo sodniki kazen in lahko v bistvu 5 kazni vodi do izključitve. Je bilo kdaj v dosedanjem delu tvoje kariere trenutek, ko si pa rekla, ne da se mi? Seveda, tu se mi zdi, da pride pri vsakmu športniku do teh trenutkov, ampak
Jaz imam zelo rada ta šport in mi nikoli ni v bistvu muka iti na trening. Koliko treninga pa sploh potrebno za doseganje takih uspehov? Ja, jaz kar treniram veliko, zredno vsak dan. Kot sem pa s trenerjem rekla, pa trenirava potem še recimo dopoldne v času šole, individualno, ali pa tudi med vikendi. Odvisno je, kakšne tekme so na sporedu v prihodnosti, ampak drugače tudi med vikendi. Ampak je odvisno od treninga, lahko recimo trening za moč, kondicijo ali pa recimo, če so kakšne pomembne tekme na splošno karate. Kaj meniš, da je tista stvar, ki najbolj odlikuje uspešne karateiste? Jaz bi rekla, da je v bistvu fokus, zbranost, ter disciplina. Pa tako, kot sem že rekla, ti moraš imeti šport rad in pol v bistvu ti ni sploh muka iti na trening in res uživaš v tem, kar delaš in to je najbolj pomembno. Omenila si tudi, da treningi potekajo tudi v šolskem času, v dopoldanskem obdobju. Kako je usklajevati šolo in treninge? Ja, rekla bi, da sem jaz že iz osnovne šole navajena kar usklajevanja in je moja prednost to, da si znam zelo dobro razporediti čas. Seveda je na gimnaziji zdaj vse veliko težje, ker imam tudi več treningov, pa tudi šola je bolj zapletena. Ampak tudi uspeh v šoli nisi zanemarljiv. Ja, seveda. Mi je zelo pomembno, da me tudi šola, učitelji in vsi zaposleni pa sošolci zelo podpirajo, ker mi dajo to možnost, da sem v bistvu uspešna na področju šole in na področju karateja. Je tudi možnost treniranja v Idriji pripomogla k odločitvi, da si se odločila za vpis na gimnazijo Jurija Vege? Ja, seveda, to je bil glavni razlog, da sem začela s to šolo. Kako je sicer pri karateistkah in karateistih po zaključku osnovne šole? Je zaznati kakšen upad pri številu tistih, ki trenirajo pa nastopajo? Ja, sploh pri tekmovalcih je najbolj upad, v tista leta, ko se vpišeš ti v srednjo šolo, ker je pol seveda zelo težko usklajevati in šolo in vožnjo do treninga in je takrat največ upada. Karate naj bi bil tudi na programu olimpijskih iger leta 2032. Erin mi je zaupal, da to bodo nekako zlata leta zate kot za karateistko. Se že kaj spogleduješ z letom 2032? Ja, se. Vem pa, da je pot do tam še dolga in težka, ampak mi je kot želja vsakega športnika seveda nastopati tam in tiha želja, da pa tudi tam osvojim medaljo. Kot si rekla, da tja je še dolga pot, predtem te čaka še ogromno tekmovanj, sedaj bodo tudi tekmice najbrž nate gledale malce z drugačnimi očmi, se drugače nate pripravljale. Kaj pričakuješ v nadaljevanju sezone in v prihodnjih sezonah? Sem kar samozavestna glede mojega nastopa. Vem, da me bojo začele, saj me že ne opazujejo, ampak mislim, da se bom prepustila in trenirala še naprej, tako kot sem do zdaj in bomo videli, kako bo v prihodnosti. Koliko tekem svetovnega pokala te čaka še v tem letu? V tem letu še samo ena in sicer decembra v Benetkah, potem pa naslednje leto spet 5 novih. Če bi želela povabiti naše gledalce, poslušalce na katero od tekem, kje je najbližje tekme svetovnega pokala? Je to mogoče prav v Benetkah ali je še kakšno bližje? Poreč in Benetke sta v bistvu najbližje. Ampak potem so pa še v bistvu Španija, Mehika in pa tekma v Arabskih Emiratih. Imaš veliko spremljevalcev, ki te pridejo na te bližnje tekme podpirati? Na bližnje mogoče Benetke in Poreč, ja, ampak v take bolj daljne dežele, kot so te, pa seveda ne morejo priti, ne. Slišati je zanimivo, potuješ dosti po svetu. Imate možnost sploh si ogledati katerega od mest, kjer gostujejo te tekme? Ja, zelo pogosto. Seveda je glavni cilj, da dobro naredimo na tekmi, ampak si potem po tekmi ponavadi ogledamo kakšne znamenitosti mesta in še malo se podružimo in uživamo. Katero mesto od sedaj obiskanih ti je ostalo najbolj v spominu? Meni osebno so Benetke še skojs tisti užitek, ko greš v mesto in so mi najbolj ostale v spominu. No. Kako je bilo po Mehiki, življenje v Mehiki? Ja, življenje v Mehiki je zelo drugačno, zelo zanimiva izkušnja in bi jo ponovila, ampak je kar nevarno. No.
Imaš sploh še kaj časa za kaj drugega, razen trening in šolo? Kaj te še veseli v življenju? Je zelo veliko dela, sploh med letom. Veliko pride do odrekanj, sploh kakšnega druženja s prijatelji, zato to rada nadoknadim bolj poleti, ko ni šole, a ne. Drugače pa v prostem času tudi rada malo tečem, da si mogoče zbistrim misli. Pa všeč mi je, da v bistvu po eni strani delam to tudi za karate, za kondicijo, ne, in v bistvu je dobra stvar, no, v obe dveh smerih. Bližamo se začetku novega šolskega leta, to je tudi obdobje, ko se otroci odločajo, kam se bodo vpisali, katere krožke športe bodo obiskovali. Kako bi jih nagovorila mlade? Kaj je tisto, za kar bi jih povabila, da se pridružijo karateistom? Res, vsi trenerji so super, jaz bi rekla, in vzdušje tukaj na treningu je fenomenalno. In je res tak šport lep, ki bi ga jasno priporočala vsem mladim. Razvijaš tudi svojo motoriko, svoje sposobnosti in bi jih kar tako povabila, da poskusijo karate. Lija, najlepša hvala, da si se oglasila danes v našem studiu. Želim ti obilo uspehov tudi v prihodnje in pa res upam, da leta 2032 vidimo tvoj obraz na ekranih olimpijskih iger. Najlepša hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega športnega pogovora in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.